Pozdravljeni. Na vrsto je že prišel prispevek pred kvalifikacijami Velike nagrade Mehike. Poglejmo si skupaj, kaj vse se je zanimivega zgodilo na prvem in drugem prostem treningu. Na samem začetku si bomo najprej ogledali tehnične novosti ter zanimivosti. Šele nato v drugem delu bomo skušali razumeti tisto pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. Namreč opirali se bomo na tisto, kar se je zgodilo v prvem in drugem prostem treningu, ampak kot boste videli tudi tu v Mehiki, kar ogromno specifičnih dogodkov. Pri ekipah so pripeljali nekaj novosti in kar pri 5 izmed 10 nastopajočih imamo nekaj novega. A najprej bi rad poudaril, da tistih najbolj pričakovanih novosti ni bilo na spregled in govorim o skuderiji Ferrari. A pri njih se bomo ustavili nekoliko kasneje. Najprej bomo našo pozornost usmerili k ekipi Racing Bulls, kjer so pokazali kombinacijo praktično specifičnih sprememb, ki pridejo do izraza tu na progi v Mehiki in takšnih, ki naj bi lahko njihov bolid napravili hiter vse povsod. In med tistimi, recimo temu, generalnimi spremembami so spremembe na vstopnikih, v Venturijeve cevi na začetku samega dna, seveda tudi pri straneh je rob dna spremenjen in lahko bi govorili, da gre za večjo spremembo, kar se tiče samega spodnjega dela bolida. Med tistimi specifičnimi gre za spremembo reš na bočnih strukturah in tisti zadnji del pokrova pogonskega sklopa, tako imenovana Coca-Cola, ima večji volumen. Seveda podobne spremembe, kot jih bomo videli pri njihovi sestrski ekipi, pri Red Bullu. Tudi tu sprememba pri Coca-Coli oziroma zadnjem delu pokrova pogonskega sklopa, kjer je treba razložiti v bistvu, zakaj gre. S tem, ko v zadku povzročimo večji izhod zraka, mora pod pokrov priti hitrejši zračni tok, ker bo tako nadomestil tisto, kar je praktično že šlo ven. Nekega območja, ker bi bil tlak bistveno nižji kot v okolici, pač ne moremo pričakovati, kajti gre za atmosferske pogoje, kjer si zračni tok želi izravnave, kar se tiče samega tlaka. In tu je treba povedati, da pri Red Bullu z istim principom so tudi spremenili prednje zavorne košare. Niso zvečali površine vstopnikov, temveč so povečali tiste izstopne reže. In če smo videli, da pri Red Bullu so napravili spremembe pravzaprav v tisti smeri hlajenja elementov, kot sta MGUK, MGUH in turbokompresor, so pri skuderiji Ferrari samo spremenili konfiguracijo škrg, seveda na bočnih strukturah, kot vidimo na pričujočem posnetku. Tu lahko vidimo neko bistveno spremembo, kajti če so pri Red Bullu in tudi pri ekipi Racing Bulls nekako skrbeli za tiste elemente, ki so zračno hlajeni, ampak še zmeraj del pogonskega sklopa, pri Ferrariju vidimo, da so povečali pretok tudi v območju tistih hladilnikov in izmenjevalcev toplote, ki se nahajajo prav tam za stranskimi hladilnimi režami na bočni strukturi. In seveda pri skuderiji Ferrari smo pričakovali spremembe na dnu, spremembe na samih aerodinamičnih stabilizatorjih. Vsaj tako je bilo obljubljeno, vse tako smo lahko slišali iz raznih virov, nekaterih tudi izjemno blizu sami skuderiji. Ampak če na veliki nagradi Združenih držav Amerike v Austinu je bil sprint in se ni splačalo, če tu v Mehiki je nadmorska višina tista, ki naredi vsak
prihod nekih novosti, ki bi bile generične, nekako brezvezen, bomo morda kaj novega videli še na naslednjih dirkah. Čeprav naslednja velika nagrada je velika nagrada Brazilije. In tu imamo zopet sprint, torej zopet pogoji, kot smo jih videli v Austinu, kjer se zopet ne bo splačalo. Morda, in poudarjam, morda nas pri skuderiji Ferrari malce vlečejo za nos in do konca same sezone ne bomo videli nobenih takih velikih sprememb, kot jih bomo opazili pri enemu izmed njihovih konkurentov. Ampak najprej poglejmo, kaj so novega pripravili pri ekipi Williams. Tu vidimo, podobno kot pri Red Bullu in podobno kot pri Racing Bullsih, da so seveda popravili tisto obliko pokrova pogonskega sklopa v območju Coca-Cole. Vidimo, da se je zaradi pokroviteljev zadek pri Williamsu obarval z rumeno barvo in zopet neka povezava z preteklostjo, kajti v 80-ih so pri ekipi iz Grova imeli podobno barvno shemo. In kot zanimivost, Franco Colapinto si je tu nadel čelado v barvah Carlosa Reutemana. In prav Carlos Reutemann je bil na koncu svoje kariere v Formuli 1 voznik Williamsa. Sam sem malce proti temu, da nekdo si tako sposodi čelado od nekoga drugega iz preteklosti, kjer bi si nekako tako povečal tisto priljubljenost, ki jo ima med publiko. Bodi tisto, kar si, in junake iz preteklosti je bolje, da se pusti na miru. Ampak govorili smo o Ferrariju, sedaj je treba spregovoriti tudi o ekipi, ki je pripeljala tu v Mehiko kar nekaj zanimivih sprememb. In govorimo o McLarenu. Namreč ekipa, ki je vodilna v seštevku, kar se tiče konstruktorjev, je tu seveda pokazala spremenjen pokrov pogonskega sklopa prav v območju Coca-Cole, kjer smo videli podobno pri mnogih ostalih konkurentih. Imamo seveda spremembo na samih bočnih strukturah, tudi kar se tiče reš, ampak kar je najbolj pomembno, pri McLarenu so pokazali novo dno. Nekaj, kar pri skuderiji Ferrari si ne upajo zaradi raznih izgovorov, ki sem navedel prej, pri McLarenu ni težava. In kot zanimivost, od drugega prostega treninga bo ta komponenta na voljo samo in izključno na bolidu Landa Norrisa. Tudi tega se moramo zavedati. Zakaj novo dno ni bilo na razpolago že na prvem? Enostavno zato, ker smo imeli kar 5 novincev, ki so testirali. In med njimi je bil tudi Pato O'Ward, ki je pač si sposodil bolid Landa Norrisa. In McLarenu so toliko zviti, da niso hoteli tvegati, da bi novinec lahko poškodoval nov prototipni del, ki je, bodimo si iskreni, dokaj nežen pri vožnji čez same robnike. Poleg samega Worda smo videli še 4 novince in 2 predstavnika Ferrari Driver Academy, torej Roberta Schwarzmana, ki je bil kaznovan z mesti na štartnem razporedu, ko bo prvič, če bo prvič sploh kdaj nastopil na kakšni dirki svetovnega prvenstva Formule 1, bil je prisoten tudi Oli Berman, ki se je zapletel v čudno nesrečo z Aleksandrom Albonom, tako da ni napravil s Ferrarijem mnogo krogov in ne smemo pozabiti seveda še na 2 izjemno zanimiva voznika. Govorimo o Felipiju Drugoviću pri ekipi Aston Martin, ki ga ne vidimo prav pogosto in ki ga mnogi pričakujejo tudi na kakšni dirki, ampak sam sem mnenja, da sam Drugović ni tako hiter kot nekateri drugi vozniki in seveda priložnost je dobil Andrea Kimi Antonelli.
In tu je treba povedati, da Antonelli je odpeljal bistveno več krogov kot v tistem svojem prvem poizkusu na veliki nagradi Italije. Ampak tu, preden se lotimo rezultatov samega prvega prostega treninga, bi vas rad opozoril na nekaj, kar je polnilo stolpce v preteklih urah in govorimo o tisti pobudi za revizijo, ki jo je vložila ekipa McLaren. Mnogi avtorji so govorili o pritožbi, ker sploh ni res. Rok za pritožbo na odločitev je potekel že zdavnaj. Gre za pobudo, kjer bi z novimi dokazi pri McLarenu želeli nekako obrniti tisto odločitev, ki so jo sprejeli komisarji. In seveda tu gre za točno določen postopek, ki je mnogim navdušencem neznan. Zakaj gre? V resnici zato, da je McLaren napravil seveda neko vlogo, v katerem morajo predstaviti nov dokaz, ki komisarjem v trenutku, ko so odločali, ni bil na voljo, in seveda ta nov dokaz mora situacijo prikazati v takšni sliki, da bi se lahko odločitev obrnila. Poenostavljeno povedano. Ni dovolj, da ekipa pridobi naprimer posnetek, ki ga je napravil nekdo z mobilnim telefonom ob progi. Ta posnetek mora situacijo pokazati drugače, kot so komisarji videli na vseh tistih kamerah, ki jih imajo na voljo na ločenem sistemu in tudi televizijskih posnetkih. Tako da je jasno, da je bila ta pobuda za revizijo gladko zavrnjena, ker niso izpolnjeni niti tistih osnovnih pogojev. Ampak vem, mnogi bodo pisali o tem, kako FIA nekako brani svoje odločitve in še vse nekaj drugega, brez da bi razložili v resnici, zakaj gre. Če pogledamo prvi prosti trening, moramo biti seveda pozorni na to, da četrtina voznikov ni bila prisotna, namreč omenil sem, da smo imeli kar 5 novincev za volanom. In seveda tu ne smemo mimo dejstva, da so tudi ti novinci povzročili kar nekaj težav. Govorimo o Schwarzmanu, omenili smo že Olija Bermana, ampak na koncu smo lepo videli, da je bil George Russell tisti, ki je dosegel najboljši čas. Ampak tu ne smemo pozabiti tudi na dejstvo, da Carlos Sainz mlajši ni bil slab. In seveda to ne pomeni absolutno še nič, kajti omenili smo Olija Bermana, ki je dobil priložnost namesto Charlesa Leclerca, tako da je bil najbolj izkušen voznik Ferrarija v tistem trenutku na progi prav Sainz. Ampak običajno se mi oziramo na vse tisto, kar se je zgodilo na drugem prostem treningu, tudi če ni toliko novincev. Ampak tu moramo povedati nekaj, da Pirelli je testiral nove mešanice, ki jih bomo videli na progi v naslednji sezoni. Prisoten je bil tudi prototip mešanice C6. In tu je uradni dokument, uradni razglas, kjer je ekipam dal Pirelli navodila, kaj hočejo od njih, da bodo izbrali dovolj podatkov, in na tabeli, ki sem jo sedaj povečal, boste videli, kakšne mešanice so imeli na razpolago, kar se tiče teh novih seveda pneumatik pri ekipah, in tu je treba poudariti, da je bil posredi žreb, kdo bo dobil C4, C5 ali C6. In tudi to moramo imeti nekako v podzavesti, ko bomo prebirali samo lestvico na koncu. Treba je poudariti, da marsikdo je bil začuden, ko Max Verstappen na drugem prostem treningu ni opravil nekega relevantnega kroga. Že na prvem je imel določene težave, ko je povozil orodje, ki je ostalo na sami površini v pit laneu, ampak njegov pogonski sklop je oddajal neke čudne zvoke. Vsaj tako je bilo mogoče sklepati po njegovih besedah. Po drugi strani bi lahko dejali,
da pravzaprav, kar se tiče Maxa Verstappena, je samo izgubil čas, ni testiral. Znano je, da na prvem in drugem prostem treningu ekipe uporabljajo tisti rabljen iztrošen material, kar se tiče menjalnikov in pogonskih sklopov. Torej, če je imel Max Verstappen težave z MGUH ali predvsem turbokompresorjem, ni nič takega, kaj ti pred kvalifikacijami bo takoj ugradil onega, ki je bil za to že vnaprej namenjen. Ne govorimo o tem, da bo ugradil, vsaj ne po principu nekih novih elementov. Ampak, če se spomnite tistega prispevka o vplivu nadmorske višine, vam bo takoj jasno, da ta težava pri Red Bullu je bila vse prej kot nepričakovana. Torej, govorili smo o tem, da razni elementi imajo že kar nekaj kilometrov za seboj in da se bodo lahko tu zaradi specifike proge pojavile kakšne težave. In ne smemo mimo dejstva, da George Russell na drugem prostem treningu je povzročil dokaj hudo nesrečo, kar zopet pomeni, da pri Mercedesu so na limitu, so pravzaprav tam, kjer si ne bi želeli biti. Njihov dvojni V15 ne dopušča absolutno nobenih napak. In tu bi lahko dejali, da Mercedes na prvi pogled ni tako počasen, ampak težava je v tem, da Lewis Hamilton in George Russell morata biti zmeraj 100-odstotna, da zadeve pripeljeta domov, ampak napake se dogajajo vsakom. In sedaj, če pogledamo malce lestvico, bomo videli, da je Carlos Sainz mlajši zopet tisti, ki je bil najboljši. In zanimivo je dejstvo, da je takoj za njim sam Oscar Piastri in ne Lando Norris, ki je sicer izpustil prvi prosti trening, ampak kot sem povedal, njemu naj bi namenili tisto novo dno. Tudi Charles Leclerc ni bil tako zgoraj, ampak znano je dejstvo, da Leclerc na samih kvalifikacijah, ko je treba pokazati tisti en sam hiter krog, ima nekaj več. Ampak marsikdo bo začuden nad pozicijo, naprimer Yukija Tsunode, čeprav pri Racing Bullsih so bili dobri tudi na prvem prostem treningu, ki pa ni bil tak pokazatelj, vsaj po mojem ne. No, Yuki Tsunoda, za razliko od samega Sainza, je imel pneumatiko C6, tisti prototip nove mešanice, ki bo komaj naslednje leto na razpolago, medtem ko Sainz, no pri Ferrariju so izžrebali mešanico C4, torej 2 stopnji trdote razlike. Zato je tudi razumljivo, zakaj tako majhen razmak med enim in drugim. Pri McLarenu seveda so imeli C5, tako da moramo biti pozorni. Res, Ferrari kaže dobro formo, o tem ni dvoma. Ampak vprašanje je, koliko se skrivajo pri McLarenu in kaj zna pokazati Mercedes. Ne vem, kaj se bo zgodilo pri Red Bullu. Bo morda tu Max Verstappen začel nekako ohranjati svoj pogonski sklop, kajti do konca sezone je še kar nekaj dirk in kaj bojo v bistvu pokazali ostali. Mnogi želijo rešiti sezono, zato vozniki, ki se nahajajo predvsem v ozadju, želijo vsaj na teh zadnjih nekaj velikih nagradah se postaviti v dobro luč, kar bi jim omogočilo, naprimer, pogodbe v drugih kategorijah, ne obvezno v Formuli 1. Ampak vidimo, da pravzaprav tisto razmerje sil, tista uravnoteženost, ki smo jo videli že na veliki nagradi Združenih držav, se logično nadaljuje tudi tu v Mehiki, kjer pa bo, vsaj po mojem mnenju, zanesljivost bistveni faktor. Ampak o tem bomo več govorili v zadnjem briefingu. Kar se tiče prispevka pred kvalifikacijami, je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.